največja divjina v Karavankah. Glejte, koliko se vali dol. Čisto neznan slap v Karavankah. Kakšen čudovit pogled. Edini tunel na gozdni cesti v Sloveniji. Star most. Prihod skozi naravno okno. Kar 2 slapiča. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa z Majo nahajava spet v naših domačih koncih in sicer na začetku doline Belce. Dolina Belce je bila zdaj ene 5 let praktično nedostopna z avto, ker je kmalu na začetku ceste dol se vsul ogromen plaz in v bistvu cesto odnesel. Tako da v bistvu praktično niti peš nismo mogli čez, ker je bilo tako strmo, tako odsekan. No, zdaj so pa to cesto sanirali, ampak ne za javno uporabo, ampak samo za potrebe gozdarjev. Evo, zdaj smo na začetku tele ceste. Evo, kot vidite, je zaprta z ograjo, tako da ni rampa, je prav ograja, tako da res noben ne more noter. Tako da zdaj se greva pogledati prav dolino Belce. Ponuja nekaj čudovitih slapov. Tale cesta je pa tudi v bistvu najbolj zanimiva gozdna cesta v Sloveniji. Zdaj, zakaj, vam bom pa povedal sproti. Zdaj smo prišla na ta del, ki je bil zminiran. Se pravi, tukaj je bilo še en let nazaj praktično tudi peš ne mogoče prideti, ker je bil tukaj dol, evo vidite, čist zelo strmo, odsekan. Tole so zminirali tole steno, tole skalo, ogromno. Da je spet ta cesta prevozna. Evo, so pa približno 150 višincev nad zdaj dolino potoka Belca. No, zdaj se pa že bližava naslednji zanimivi stvari. Še pogled nazaj na tale razminiran del. Je pa tole še zelo nestabilen. Tamle se lepo vidi poč, skalen poč. Tako da ob kakšnemu večjemu deževju ali pa seveda ob potresu zna še kaj dol prileteti. No, bližava se že drugi zanimivi točki. To je pa edini tunel, ki je bil zgrajen na gozdni cesti. Se pravi, edini tunel na gozdni cesti v Sloveniji. Sva že v bližini tunela. Zdaj pa gremo skozi tunel. Skozi edini tunel na gozdni cesti. Pa niti ni tako kratek. Sicer je pa ta gozdna cesta zgrajena tam okoli leta 1960. Je kar dobrih 100 metrov dolg, še več, kar blizu 200. No, pa smo zunaj. No, tukaj pa pripelje pot prav z dna doline Belce. Evo pa še tale znak za miniranje. Evo, da se boste zapomnili, kakšni so opozorilni signali. Gled nazaj proti tunelu. Zdaj pa naprej po dolini Belce. Evo, približno po 1 kilometru od tunela hoje po cesti naprej v dolino. Sva zdaj zavila z ceste na eno tako staro pešpot, ki vodi v dolino Belce. Evo, dokaz, da je to res stara, pogledajte, kakšen star most. Evo pa da vidimo, a bo zdržal Majo. Drugače pa kar, vidite. Star most.
Je peril, ja? Zanimiv. Evo, se že začenja avantura v dolini Belce. Prišla v dolino potoka Belca. Evo, kako zanimiv. Čist tak, mejhan potoček teče. Prodišče pa takole ogromno. Tako da tle včasih res, po kakšni ujmi tole ogromen pride tle ogromen vode. Tukaj na tem prodišču je zdaj kar nekaj pritokov na Belco. Se pravi, eden je tukaj in že slišva v bistvu slab, ampak to bo šla pa kasneje. Zdaj bo šla v bistvu mejhan po grabnu navzdol, pa v levo za to skalo se odpre še ena dolina. Mislim, da to zna biti dolina potoka Jerca. Evo, zdaj smo prišla do enega groba. Verjetno med drugo svetovno vojno. Letnik je 44. Brat je padel pa v Trnovskem gozdu nekje. Zdaj smo pa že v dolini potoka Jerca. Potok Belca je dol vodno, nazaj, mislim nižji dol. Zdaj gremo pa tukaj naprej. Vidite, kako lepo potoček teče. Tamle se pa že počas zoža. Tukaj so zdaj prišla do enega razpotja oziroma do sotočja dveh potokov, ampak to sem jaz v zmoti, to v bistvu ni Jerca, ampak je suhi potok. Stranski pritok Belce in zdaj gremo pogledati slab v suhem potoku. Ta potok Jerca je pa na drugi strani te doline. Zgleda kar obetavno tole. Kakšen lep prod, lepo prodišče. Zdaj pa da vidimo, kaj so pokazali. Smo se dvignili zdaj v bistvu nad potok, to je tak prehod. Zdaj pa tamle pa vidimo že slab. In to je pa čudovit slab na suhem potoku v dolini Belce. Maja že hod proti slapu v suhem potoku. Vidite to, spet neverjetna divjina. To je pa res čist neznan slap na pritoku potoka Belce. Poseben je pa zato, ker preteče strani. Bomo videli pa kasneje. Čisto neznan slap v Karavankah. Slap na suhem potoku v dolini Belca. Tako 30 metrov visok. Evo, zdaj si pa ogledajte tale slap v Belem potoku. Kar visok. Kar krepkih 30 metrov je tole. Slap. Takole pogled po prehojni poteski. Zdaj pa naprej. Tamle gor. Pa probala priti čez ta greben pa na v drugo dolino. Kakšen čudovit pogled na slap. Zdaj smo pa že toliko višji. Zanimivo, kako preteče v bistvu strani pa naprej v dolino. Takole pa zgore izgleda. Evo, tukaj se kar vidi, da se je na frišen nekaj utrgal. Verjetno ne prav dolg nazaj. Vidite, koliko se vali dol. Kakšen nestabilen teren je tole. Evo, vidite, zelo nestabilno, nevarno. Zdaj smo pa prišla čez tale greben, po kar težkem prebijanju čez, ko ne rečem, čez podrtijo, čez podrte skale. Ja, pa krušljivost. In greva zdaj še po tem potoku na zgor pogledati, malo raziskovati. Je pa res zanimiv tale prod. Se vidi, koliko prinese v bistvu peska, tale hudourniški potok navzdol.
So pa v čisti divjini pod kepo. Največja divjina v Karavankah. Evo, kakšno zanimivo plezanje po tolmunčkih. Pa naprej. Tudi tukaj zanimive kamnine. Evo, kakšne lepi skladi, kamninski. Takšni lepi slepiči. Evo, zdaj pa naprej, čist v nedarje kepe. Tudi v dolin Belce se da skozi naravno okno. Evo, prihod skozi naravno okno, skozi balvan. Spet sva na enem od sotočij. Evo, tamle gor pada slap. Ima sicer majhen manj vode. Take lepe kaskade na potoku pod kepo. Tukaj se lepo vidi, ki je voda sprala do gole kamnine, da je to res staro gorstvo Karavanke. Se pravi, to je silikatna kamnina, granit. Zdaj se pa tam odpira še en slap. Evo, tukaj za vogalom. Ejte ga, Evo ga, še en slap. Evo, kar dva slapiča. Nad tem slapom pa še en čudovit slap. Noter mora biti pa po moje izjemno lep tolmun. Kakšni zanimivi prehodi po divji soteski. Spet sva nazaj na tem sotočju, na tem velikem prodišču. Prav tamle zgoraj, samo 5 minut višji cesta. Zdaj se gremo pa še za konc ogledati. Tukaj je še en slap na enem pritoku. Pa da vidimo, kako izgleda pa ta slap. In sva še pri zadnjem slapu v dolini Belce. Evo, kot vidite, v dolini Belce res ogromen slapov. Tudi ta je kar lep, 20 metrov visok. Še enkrat tale slap.